dela, dela. Vedno mi tako najprej pokaže, da ne dela, pa dela. Lep dober večer, Tanja Skaza z vami. Danes bom malce prej. Zaradi tega, ker se počasi odpravljam, to meni tudi jaz bom zdaj šla na malo daljši dopust. Dobro, za mene je 10 dni že dolg dopust. In danes še nekam odhajam in se rekla, vseeno bi pa bilo bolje, da vam prej postavim, kot pa potem kasneje ob 10. uri. Danes bom govorila na kratko, v 10 minutah, bom poskušala, zato sem si tudi napisala, v 10 minutah bom poskušala povedati, kaj dejansko se naučimo na akademiji. Najprej tako rečem, da se iskreno zahvaljujem, ker imamo 258 povpraševanj za akademijo, zanimanj za akademijo, kar pomeni, da resnično prihajamo v ta svet, ki si želimo sprememb. Zato se tudi reče akademija. Akademija je spremembe vredna. To pomeni, nekaj je potrebno narediti, da zato dobiš to vrednost. In sem napisala nekaj točk, katere se mi zdijo zanimive, da bi vam jih podelila. Tudi zgoraj nad videom so napisane te točke, tu so pa mogoče majčkeno obrazložene. Pa vmes bom gledala na uro, da bom poskušala v 10 minutah, če mi bo uspelo vse to povedati. Če pa ne, pa tako in tako bojo punce vabljene, da bojo lahko prišle na informativni dan in tudi videle, kakšna energija je, s kakšno energijo prihajajo in s kakšno energijo odhajajo. Ker zame je vse energija in tudi odločam se v sodelovanje, povezovanje z ljudmi, ki začutim njihovo energijo. Najprej, vedno privlačimo enake osebe kot smo sami. In glede na to, da sem sama kot oseba tako izredno močna, da nisem prosila za pomoč, da se mi je zdelo, da moram čisto vse sama narediti, da sem težko komorkoli pojamrala, točno takšne osebe pridejo k meni. Točno takšne osebe, nič drugačne, tako da jaz imam zelo malo oseb, ki so v vlogi žrtve, v tej vlogi žrtve, da iščejo konkretno, konstantno nekoga drugega, da je nekdo drug kriv za to, kdo so one. Tako da, kaj je najbolj pomembno v času druženja, kaj se naučite? Najprej, če se naučite na akademiji resnično spoznati svojo lastno vrednost. Ker vsi se ciklamo tukaj se ciklamo na poslovnem področju, na osebnem področju, na partnerskem področju, na prijateljskem področju, konstantno se ciklamo. Če bom zapustil to prijateljico, bo kaj narobe, če jo zapustim, ali mi ta partner odgovarja, ali mi ne odgovarja. Najprej, kaj se res naučimo, spoznati svojo lastno vrednost. In ko spoznamo svojo lastno vrednost, nam je vse posod lažje, tako v službi, doma, ne vem, vse posod, kamorkoli greste, veste, kdo ste. Druga zadeva, katero mislim, da Slovenci imamo največji izziv s tem, zaupanje, kar pomeni, če že družini ne zaupamo en drugemu, kako boste potem zaupali potem naprej, ne vem, v službi svojim sodelavcem, novemu partnerju ali tako. Pomeni, se učimo zaupanja. Tudi povedala bom, na kakšen način se učite zaupanja. Tretja zadeva, katero ocenjujem, da je tudi ena tista, ki vas potem boosta oziroma spodbudi, da delate korake naprej, je, da začnete verjeti vase. Zaupanje pa vera vase sta dva pojma. In vera vam pokaže, oh my god, pa se smo vsi enaki, se ni nekih velikih razlik, vsak je na svojem področju, ona ima tu tak izziv, jaz imam tu tak izziv. In kar hitro se pokaže, da smo si zelo, zelo, zelo podobni. Nekdo je na lestvici 10, nekdo 8, 6, 4, 2, kakorkoli. Odvisno od naše situacije, kako sprejemamo vsak izziv. Lahko ga ful drastično, ne vem, ga vidimo zelo dramatičnega, lahko ga pa vidimo tudi nekaj na bolj enostaven način. In potem, kaj je še tisto, ki se ciklamo, in tudi ponavadi se moje stranke ciklajo, pri teh stvarih, ko grejo na obrede z menoj ali pa v podjetjih, kjerkoli, da boste začeli v resnici imeti sebe radi. Da se boste zavedali, da če nimate sebe radi, da boste zelo težko to dali otroku. Zato sem enkrat vmes tudi v videu povedala, ko sem enkrat rekla,
sinu, ja, nimaš mamice rad, pa smaj, kaj ti govorim, brez veze ti govorim, ker imaš me točno toliko rad, kolikor imam jaz sebe. In če v naši družini, naši starši se niso imeli radi, zelo težko, da so vam dali to ljubezen in to tudi pomeni, da se vi nimate radi ali pa da je pomembno, da delate na sebi. Moja mami se nikaj dosti imela rada in kar pomeni, da tudi jaz nisem imela rada, dokler nisem začela delati na sebi, da se imam rada. Pomeni, to so prve stvari, ki se jih učite. Kako se jih učite? Učite se jih tako, da vsake mesecu, to pomeni med vsakim srečanjem, imate še eno nalogo, ki se družite z eno izmed udeleženk. Družite, se slišite, najprej se slišite, ene se kar dobijo in potem tisto, na čem, kar pač je naše področje, če je področje sprejemanja, se učimo sprejemanja in ponavadi si vedno izberemo osebo, ki ne smemo si jih izbrati osebe tiste, ki so nam najbližje, zato ker tam vemo, da to imamo skupnega. Zberemo osebo, katero manj še nimamo, ponavadi enkrat ene zbirajo, druge zbirajo. Ok, to je to. Druga stvar, tako da malo pogledam, v resnici spoznate, že v prvem letu ali pa ne v prvem letu, ne vem po katerem, po tretjem srečanju, da si res življenje skreirate sami, čisto sami in da ste tudi soodgovorni ali v partnerskem odnosu, ali v službi, ali ne vem, pri otrocih, veliko ste soodgovorni do tega, kaj se dogaja otrokom, v službi sodelavcem, če ste vodja in tako naprej. Res poznate, oh my god, res sem kreator svojega življenja in kako se bom odločil, tako bo. In na kak način se to odločite? Zato, ko vidite, da vaše misli v resnici ustvarjajo vaša dejanja in to, kar mislite, to se izkaže po vaših dejanjih. Gremo naprej. Da lahko, v redu, tretja zadeva, ki se mi tudi zdi pomembna. Ljudje hodimo, se družimo z ljudmi, zato ker je prav, da smo tam, ker je smiselno, da gremo tja. V resnici spoznate, koliko je pomembna ta energija. In ko spoznate, da energijo ni dobro trošiti vse povsod, če se spomnite mene, 2014, ni bilo pasje procesije, katera nisem bila, kje vse sem nastopala, kje vse povsod. In pol toliko, koliko je ljudi, če si ti odprt, to toliko se tudi energije nalezeš in pa priješ domov čisto iztrošena. Ko pa ti veš, kaj želiš početi in kaj delaš, potem pa dejansko tudi ta energija ostaja in kroži. Dobra energija kroži z dobro energijo. Tako da že znamo ločiti ali pa spoznavati, kaj je za nas nekaj dobrega in kaj ni dobrega za nas, ali pa potem mogoče vidimo, kaj je to energija, kaj nas je izčrpana. Ali smo se preveč razdajali, ali imamo na drugi strani osebe, ker ne komuniciramo enako. Naprimer, da to še malo podelim, ker se mi zdi smiselno. Res je težko za razumeti v prvem, ampak če bi tale moj stavek večkrat poslušali, bi vedeli, vsi tisti, ki pač hodijo na obrede ali pa na akademijo, že to poznajo. Če ste v otroštvu sprejemali, naprimer, če ste bili dosti kritizirani in ste rasli tako, iz leta v leto ste rasli, to je hrana, kjer se vi nahranite z negativnimi informacijami. Jaz temu rečem, to so naše rane. In potem te rane mi potem povzročamo naprej drugim, zato ker je to naša hrana. In naprimer, če se naši starši niso znali drugače hraniti kot z ranami, ker so bili pač oni tudi v tistem času tako nahranjeni, se ta vzorec širi. In ko mi enkrat to spoznamo, ko začnemo delati na sebi, ko spoznamo to, mi se potem odločimo, te hrane pa jaz več ne želim. In jaz se spomnim, da sem se tudi jaz hranila s tem. To meni bolj, ko me je nekdo kritiziral, raje sem se družila s to osebo, tako, to me bo nabustalo. Zakaj? Ker sem to hrano poznala. In marsikatera oseba je izredno močna v kriznih situacijah. Zelo močna. Karkoli se zgodi, tudi jaz sem bila med njimi. Bolj, ko je šlo kaj slabega, sem se postavila, sem rekla, tole bo šlo. Zakaj? Ker je bila to moja hrana iz otroštva in sem to znala. Tisti, ki pač te hrane nimajo, se odmaknejo temu ali jih prizadane, morajo sem pogledati, kaj jih je prizadelo, zato da so na to odreagirali. Ko pa vi enkrat greste skozi ta proces, pa imate na drugi strani osebo in vas, ne vem, napada, karkoli počne,
in ste to dodelali, veste, da če to ni vaše, rečete, aha, to ni moje, to je od sebe, zato ker pač tudi ona mora to naprej, ona se tudi mora nahraniti, vsi se moramo nahraniti. In zdaj srčno upam, da bomo čim več teh negativnih misli dali stran, pa da se bomo hranili s pozitivnimi mislimi. Ampak se pravim, to je eno celo, to smo mi zdaj delali, ko delamo na akademiji, odpiramo nezavedne vzorce in iz nezavednih vzorcev vidimo, kje prihajajo te naše blokade, da težko uresničujemo svoje poslanstvo, da ne verjamemo vase, da nimamo lastne vrednosti, da dovolimo, da nas ponižujejo oziroma da hočemo biti všečni in tako naprej. Gremo naprej. Ok. Skozi povezovanje, sodelovanje, opolnomočenje boste dejansko te vzorce spoznali, zaradi tega, ker boste kar hitro videli, ne vem, na začetku se boste hitro z eno zbližali, pa boste pa videli čez čas, da vam pa ful odgovarja ena čisto druga oseba. Ok, gremo naprej. Odprto srce sprejema povratne informacije in tudi ve, kaj je prav zanj in kaj ni. To je to, kar sem malo prej povedala. Ko smo ranjeni, ko smo bili naučeni, to pa nas boostajo taki vzorniki, voditelji, pa mislimo, wow, to so, oni nam kažejo, da smo boljši. In res smo. Jaz sem najboljša bila takrat. Zato, ker sem bila naučena na to. To meni vsi tisti, ki so mi dajali rane ali pa pisali o meni grde stvari, karkoli so me samo boostali, ker to je bila moja hrana, jaz sem bila to navajena te hrane. In bolj, ko so karkoli rekli, to, sem se jaz naboostala, da dokažem, da zmorem in da naj vidijo, da lahko. Mi je zelo lepo rekla ena izmed mojih strank, pa to več niso stranke, se veste, to pol ena druge se učimo. Meni je tako lepo, ker jaz se marsikaj lahko tudi naučim od mojih ambasadork. Ne samo od mojih ambasadork, od mojih strank. Vedno si zapomnite, vedno je blagovna menjava. Vedno, čisto vedno. Karkoli vi dajete stranki, stranka daje vam in iz tega se največ naučite. Bolj, ko je stranka odprta, ko upa deliti z vami, marsikaj se vi lahko naučite. In jaz se skozi sharinge, ki smo jih imeli, ki jih imamo na obredu, skozi zgodbe na akademiji, my God, koliko se naučim. To je največja, jaz temu rečem, to je potem tista hrana, ker rečem, to so tista znanja, ko knjige ti dajo eno znanje in je prav, da ga integriraš v življenju, potem ti daje pa življenjske izkušnje, življenjske prelomnice, vse to ti daje pa modrost, izredno veliko modrost, da znaš vedno vedeti, koga imaš na drugi strani, na kak način ga znaš slišati. No in ena izmed mojih strank mi je tudi rekla, Tanja, tisti, ki te že poznamo, pa ki že delajo z mano, če bi ljudje vedeli, ti vse poveš o svojem življenju, čisto vse, kaj si delala narobe, na kak način, ja, ampak to so tisti, ki potem spoznajo, tisti, ki potem vedo. In vedno si zapomnite, ko oseba govori z vami, ko se z vami pogovarja in ko nekaj vam hoče povedati, da je prav, da vi nekaj popravite, pa gor dol, ona govori svoje bolečine. Ko vas hoče boostati, spodbujati tudi sebe. Tako da, dvorezni meč, Tako, da vemo potem, Jaz vedno poslušam, pa slišim, kaj mi je oseba rekla. Najbolj zanimivi so mi moji vodje, ki rečejo, ne smemo gledati v oči, ker vse razbere iz oči. Ali pa potem že vejo, da ko govorijo, da že vem, kam ga naj umestim. Gremo naprej, ker čez nekaj minut bom pa res končala. Znate se soočiti z bolečino, o tem sem govorila, da boste znali se soočiti z bolečino. Ne bo več ta bolečina za vas desetica, ampak ta bo bolečina, to je nekaj. Zakaj se boste pa znali soočiti z bolečino? Zaradi tega, ker boste imeli odprto srce. A veste, ko vam da nekdo povratno informacijo in če vam da iz srca in če vaše srce ni odprto, vi odreagirate z uma. In vaš takoj začne napadati, kakšen je, to je eno stvar, takoj je nevošljiv, tekmovalen in gor dol, zato tudi moje srce je bilo dosti zaprto, ko so me napadali, in hvala Bogu, da so me hranili z umom, da sem delala naprej, ampak v vsakem primeru se ti potem drugače. Potem, ko pa spoznaš, da imaš, a veste, ko začnejo ljudje hoditi k meni na obrede, zakaj gremo najprej na obrede? Jaz sem tudi prepričana, da pravo tantro lahko živijo ljudje, ki imajo odprto srce. Res. Ne pa vsi zdaj tantre, pa gor dol. Tudi, ko je Gorevc napišel knjigo o tantri, ne samo imate tudi japonske odlične avtorje,
In jaz vedno tako rečem, ja, vsak bi mogel iti na en obred in ko bi šel na en obred, enega, da čuti kaj odprto srce in pa bi bilo dosti lažje, zato ker tantra je del srca, ker se ti brezpogojno predajaš in ko ti brezpogojno se predajaš, to ti dobiš nazaj. Seveda mora biti pa tudi druga stran taka, ne more biti samo ena stran, vedno morate biti obe. To je tema, ki vsakič rečem, da bi bilo dve temi, na katerih najmanj govorimo, pa so najbolj pomembne. Sram, ker se dejansko skriva v spolnosti, v užitkih, v vseh teh stvareh, druga pa krivda, ker nas je vedno nečesa, ker se pač krivda vleče, ne bom to, sram, tek veste, vse, če se vas je sram, prihaja iz tega, ker, preveč bom že rekla. Gremo še, da vidim, če sem še karkoli izpustila. Predvsem, kar se boste naučili, da boste s pozitivnim pristopom gledali, se boste spomnili, če ne, na moje besede. Mogoče na moje besede. Vsakič, kadarkoli, kamor greste, je od vas odvisno, kakšno namero si date. Greste na izobraževanje, rečete, spet to izobraževanje. In naj vam povem, da bo samo slabo. To jaz poskušam mojemu sinu povedati, mojemu 15-letniku, da naj lepo prosim vsak dan, ko gre v šolo, reče, da gre v šolo pozitivno naravnan, da dobi veliko znanja, ampak to še mi ne pali. To mi še pa ne pali, res ne. To je zdaj v tem svetu. Sem pa se vprašam, kakšna sem bila pri 15-ih, čisto ista. Nič kaj drugačna, sem zdaj njemu na veliko ne smem razlagati tega, mu pa tako ga spodbujam, da je to nekaj, kar bo videl, da bo to vse ostalo del njega, ampak vse veste. Eni veste, eni ne. Tako da jaz rečem, otroci so tudi naše ogledalo in potem, ko gledam njega, to nisem delala in vidim te stvari. Dobro, ko se mi mudi, potem pa poskušam čisto vse na 1, 2, 3 povedati. 2 stavka sta še mi taka izredno močna. Resnično je pomembno, spoznate, da samo iskrenost in resnica sta najboljši par za srečen uspeh. Jaz sploh ne znam več, da ne bi povedala karkoli. Ko mi kdo reče, vse moram mojemu možu povedati, kar se tiče mene, karkoli me tiši ali karkoli naredim, povem možu. To pomeni, midva z možem nisma last enega drugega, midva sva svobodni osebi, ki skupaj delava na tem, da si ustvariva in da imava čudovito življenje, da si dajemo brezpogojno ljubezen, da si dajemo zaupanje, vero, vrednost, spoštovanje, ampak smo pa vsak svoja oseba. Ne on mal mene, jaz mal njega. Ampak najlepša smo pa seveda skupaj, ampak to ne pomeni, da smo last en drugemu. In še tretja zadeva, katera je, in spoznate, zato ker na akademiji pri meni nič ne boste govorili, lahko da boste prvi dan ocenjevali mogoče svoje ambasadorke ali pa udeleženke, kakšne so, ampak boste samo pozitivno razmišljali, to meni ni slabih besed, kakaj je ona, kaj se z njo dela. Tega pri nas ni, iščejo se samo dobre stvari. In enkrat spoznate, da tisti, ki obrekujejo, so močni takrat, ki imajo poslušalce. In ponavadi ti obrekljivci imajo isto, ti, ki poslušajo, so čisto isti. So pasivni poslušalci, ampak isto tako mislijo slabe stvari. Enako mislijo slabe. Kaj sem napisala ta stavek? Odločite se, da širite dobre in pozitivne govorice. To pomeni zaradi tega, ker potem boste videli, da bo tudi vaše življenje dosti lepše. No, to je pa tisto, kar spoznamo. Če moje misli kreirajo moje dejanja, pomeni, da v mojih mislih morajo biti sami lepi stavki. In prvi dan, ko stopite skozi vrata akademije, začnemo tako. Od danes naprej se spoštujem, imam rada, hvalim, ne kritiziram, ne sodim, ker se zavedam, ker če to delam sebi, delam tudi ostalim. In tega si več ne želim. Tako da, drage moje dame, lepo vabljene, se strinjam, ni za vsako. Zdaj me spremljate, ene me že nekaj časa spremljate. Glejte, to je tudi tako. Vi morate začutiti, ker ko boste prišli na akademijo, takrat delate spremembe. Ne morete pa hoditi na akademijo, pa boste mislili, da boste iste. Ne, ker boste padli v proces in padete v ta proces, da se vam konstantno nekaj dogaja. Jaz vam želim en čudovit vikend. Odhajam na Tajsko, vmes se vam bom kaj javila, končno odhajam na toplo, čeprav je tukaj tudi toplo. Prijavite se, čim prej se prijavite, zato ker prijem iz Tajske, že moram začeti delati individualne pogovore. Saj veste,
da čisto vsaka oseba dobi svojo namero, ker rabi svojo namero, ampak mora pa vedeti, kje ima največji izziv. Ker če ve, kje ima največji izziv, potem zastavimo cilj, na čem bo delala. In bistvo Prve akademije je, da ta cilj doseže. Želim vam en čudovit večer in se kmalu vidimo.